ful razglašen. Ljudje in ljudje, poslušate 195. epizodo podcasta Obot in tretjo epizodo meseca Westerna. To je podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, oškodovani, besni, oboroženi in divji smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Buongiorno. Igor Harp, Mi scusi. in Aljoša Harlamov, tokrat brez gosta, nič manj gostobesedni. Današnja epizoda je torej tretja epizoda letošnjega tematskega meseca, ki ga posvečamo westernu. Tokrat se bomo osredotočili na podžanr ali raje vejo westerna, ki mu pravimo špageti western. Gre torej za westerne evropske, večinoma italijanske produkcije, ki so bili posneti sredi 60-ih, začetku 70-ih na lokacijah v Italiji in Španiji. In z dorum moko. Tako. In če filmov, ki jih bomo danes obravnavali, še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da se bomo sicer skušali izogibati kvarnikom, to gotovo ne bo šlo v popolnosti, saj so teme, motivi in vse ostalo pogosto povezane s tem, kako junaki končajo, zato si jih nekaj, vse, ne vem, morda najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Če pa ste filme že kdaj prej pogledali in gre večinoma za klasike žanra, ali pa jih niti ne nameravate gledati, potem pa skočite za tale mitraljes in prosto streljate. Maestro, staj veš kjera. Skratka, danes delamo špageti westerne. Če ste nas pozorno poslušali prejšnji dve epizodi, smo v prvi epizodi povedali, kaj western sploh je. Drugi smo se ukvarjali z zlato dobo westerna, ki potem počasi nekako izgubi na moči in potem se nekje daleč iz Italije pojavi italijanski western, italijanska produkcija. Večinoma so to snemani za tiste, ki vas mogoče to malo mede, snemani so v jezikih, ki so jih pač igralci govorili. Včasih je to pomenilo, da je nekdo govoril anglešk, nekdo italijansk, nekdo francosk, nekdo špansk. Skratka, je bila cela kakofonija, potem pa so ponavadi te glasove naknadno posneli, se pravi za ameriško publiko, so sinhronizirali film. Že vnaprej je kot tak prišel v kino, skratka, sinhronizirano naprej, da niso to rabili delati v postprodukciji. Ne, vokali se ponavadi, dialogi se ponavadi dodatno nasnamejo v vsakem primeru. Ne? In zdaj pač v primeru enega filma je Eastwood edini govoril angleško, vsi ostali so recimo govorili italijansko in potem, ko so snemali dialoge, so druge igralce, ki so znali angleško, dobili, Eastwood pa je prišel svoje dialoge pač sam posnet. Ja, pa tudi ne pozabi, da to precej low budget zadeva, da se jim je splačalo kar tako imeti že v mislih, kao to bo več jezikovno, kao da se itak gre za produkcijo pa komercializacijo. Ne? Ja, ni pa unga hongkonškega efekta, ki ga je časi pogrešen, ki Bruce Lee odpira usta 26 krat mes pa je, you bastard. Ne, tako močnega ni, mislim, da... Ja, je pa res, da Clint Eastwood zelo malo odpira usta zmeraj, tako da... Ja. Ne, mislim, pozna se tudi, da so vse te kinematografije, pač španska pa italijanska, imele močno zgodovino sinhronizacije, tako da so dosti bolj vedeli, kaj delajo. Že na setu razmišljali o tem, ne, tudi dosti evropskih produkcij v tistem času je bilo narejenih za cel evropski trg, ne, oziroma za več držav in je bilo sinhronizacija nekaj, kar so imeli v mislih, ko so delali. Ja, se to je pač zelo zanimivo, je, ne, kako je tukaj evropska produkcija bila pravzaprav zelo močna in se je lotila tudi pač žanrskega filma, dost v resnici žanrov. Mi danes govorimo o špageti westernih, lahko da bomo kdaj v prihodnosti govorili o kako so že ono Sandals and Sand produkcija, ker se tudi dosti teh italijanskih, dosti španskih recimo, ali pa tukaj snemani mačizmo, ali kaj bil mačista. Tako, nekaj takega, ja. V zelo veliko primerih je bila zraven recimo tudi zahodna Nemčija, takrat veliko produkcijo. Je pa to seveda čas tudi italijanskega neorealizma, čas Cinecittà. Skratka, celo mesto so zgradili, cela mesta so gradili tamle v
zraven Rima nekje, če se prav spomnim, je ta, če ne čita. Ne, ne pozabi, mislim, omenil si neorealizem, hollywoodske, te epopejske, biblične filme, to je vse tam. Ne? Tako, tudi to se začne v veliki meri tam snimati in evropska produkcija je tukaj zelo, zelo močna. Skratka, če se spomnite prejšnje epizode, ko smo pač govorili o zlati dobi westerna, mogoče to nismo toliko poudarili prejšnjič, pa bi je še zdajle. Večino tega, kar je recimo pervertiral, če tako rečemo, ali pa tudi dekonstruiral do neke mere špageti western in še pozneje, kot bomo se pogovarjali v naslednji epizodi, še toliko bolj revizionistični western, se seveda nanaša na veliko westernov, ker smo mi v prejšnjem delu predelali zlato dobo westerna, kjer recimo so filmske klasike, ki imajo malo manj mogoče stereotipov, pa tega, ampak vi se morate zavedati, da je to bila res huda produkcija, to so šopali brez število filmov letno westernov in tam večinoma so stereotipi bili seveda westerni, ki jih danes ne gledamo več, ki nas ne zanimajo in tako naprej, ampak kaj se vam zdi tisto glavno, recimo, kar je zdaj špageti western prinesel, da je dobesedno zelo hitro revitaliziral žanr na nek način, hkrati pa jaz vseeno mislim, da ga je že dosti spremenil. Kaj je tista največja razlika zlato dobo westerna, ameriškega? Jaz bi rekel, da je malo bolj gritty look, malo umazan look. Rekel bi, da je bolj realističen, kljub temu, da zgodbe same niso. Antijunak, preseganje ali pa pervertiranje konvencij potem žanra. Ene konvencije oziroma trope, klišeje so našpičili do amena, predvsem mislim, da tukaj nasilje lahko damo noter. Pa ene so pa pervertile kot v smislu antijunak, da je v bistvu morala ni več tako enoznačna, modernistična, kot smo se pogovarjali, ampak je že bolj več sivine tukaj noter pri likih. Potem glasbo bi takoj omenil, iz teh velikih orkestralnih pejsažev se tukaj omaknemo predvsem pri Morriconeju v zvoke biča, krikov, žvižgov, električnih kitar in tako naprej, zelo bolj moderno, sodobno je za tisti čas. Tako da to so na površini zelo takoj opazne razlike. Ja, pa predvsem ni good guy, nikoli. V nobenem tem filmu ne moreš reči, ta pa je good guy. Ne, nekdo bo delal v redu stvar, ampak še vedno bo sebični kreten. In bo delal v redu stvar z namenom, da bo najprej sebe pomagal. In to ni zanemarljiva pač lastnost, enostavno ni neke te moralno sporočilo, samo je dosti bolj sivo, dosti bolj zakamuflirano in nasilno. Ja, nekaj te likov je zelo značilnih za špageti westerne. Tukaj se zelo hitro pojavi, da so glavni junaki ali pa antijunaki, so lovci na glave, recimo, to je v dolarski recimo trilogiji zelo, čeprav je tudi že tam špageti western doskrat šel proti temu, bom o tem govoril pri enem od filmov. Potem ta, kar je Mito omenil, ta bolj neotesan izgled teh junakov, skratka, to niso zdaj pobriti junaki, prav vsi so skoraj, da imajo neke pač malo bradice, to je tako zelo značilno, kadijo tudi zelo radi ali pa žvečejo tobak, tudi take. Pojavljajo se tudi recimo več likov, recimo dost bolje ta, dobro se tudi, skoraj bi jaz rekel, da tudi časovno je ta western mal pomaknjen, časovno in prostorsko mal bolj na jug. Ta je western pogosto na meji z Mehiko ali pa preide mejo z Mehiko. No, to lahko meni še v bistvu, sicer nisem nobenega filma pogledal in to je nekaj, kar moram nadoknaditi, je Zapata western. Zapata western. Ker pa v bistvu mehiška pa malo, v mehiški kontekst postavljam pa mehiška revolucija, parkrat ozadje zgodbe, tako naprej. Ampak so tudi snemali italijanski režiserji. Jaz ga bom polomenil, ker sem pogledal par teh filmov in so z tega stališča zanimivi, ampak hočem reči, da tudi vsi ostali so nekako semu umeščali. Te junake pa tisto, kar je meni recimo zdaj zelo presenetilo ob gledanju, jaz sem zdaj res pogledal veliko špageti westerna, zato ker veliko ga nisem imel pogledanega. Gledal sem večinoma Leone, moram priznati. Zelo malo sem pogledal Corbuccija, Solime ali pa katerega drugega. Jaz opažam recimo en zelo pogost tak trik je, kjer se tudi kaže to antiherojstvo teh junakov, da imajo oni vedno neko prednost pred ostalim. Zelo pogosto je to pištola.
ki je neke posebne izdelave, lahko ustreli večkrat, kot oni mislijo, da lahko ustreli, ali pa mitraljez, zelo dosto se mitraljez, strojnica, no, ne mitraljez. Ja. Zelo pogosto se junaki dokopljajo na neki točki do strojnice, ta je bila tudi nek Gatling gun, skratka. Če vas to zanima, bom mogoče dal med like, upam, da se bom spomnil med povezave. Jaz sem našel, imaš prav eno wiki za orožje, ki je uporabljeno v westernih, oziroma v vseh akcijskih filmih, in sem tam veliko tega gledal, skratka. Omeni še tukaj mogoče, da pač ti junaki v špagetih, vse v Leonijovih, so vsi zelo natančni, pa nenadjebljivi z svojim orožjem, kar je v bistvu malo kontrast z ameriškimi, ker se mi zdi, da so bolj ostri pa izučeni v svoji morali, kot pa z orožjem, s katerim operirajo. Ja, ali pa če že z orožjem bo hitro potegnil, to pa je to, ni zdaj ostro strelec, kar je zanimivo, ni take fetišizacije orožja. Glede na to, da so to Američani, v bistvu so to fetišizacijo dosti bolj uvedli tukaj. Ja, se mi zdi, da je komentar na to, ker mislim, da to lahko pozneje pridemo, ker špageti western vse zame je direkten komentar na ameriško kulturo. Je v bistvu nekdo, ki gleda Ameriko od zunaj in ga komentira preko žanra. V Španiji. Ja, seveda to je pa vse skupaj tudi posledice tega. Imamo pa eni strani večji realizem, se strinjam, po drugi strani pa tudi večjo, bi rekel, estetizacijo, oziroma temu bomo rekli stilizacijo, mogoče vsega skupaj. Od tega, da recimo jaz sem bil vedno prepričan, me je zelo presenetilo prejšnjič pri zlati dobi westerna, da je zelo malo teh dvobojev v resnici, hitrih potegov revolverja, v špageti vesti in pa iz tega naredijo. To je tako ena ključna, bi res rekel, posebej pri Leoneju se to vidi, iz tega res naredi, prvič to dviguje napetost filmu, karakterizacijo daje likom in hkrati on lahko res pokaže tam močan repertoar tehnik s kamero, režije, ki jih zna on neverjetno uporabljati. Predvsem pa seveda mu to koristi pri close-upih, se pravi pri povečavah, kjer on res je ponavadi zbiral in tudi mislim, da je v enem, to pa ni bil Leone, ampak mislim, da je celo Corbucci priznal, da recimo Franka Nera za Djangota vzel sem zaradi njegovih oči, da pač ga ni brigalo, kako tip igra, ampak oči so bile take modre in ko se mu je približal bližnji posnetek, je bilo to tisto, kar je on hotel, da on pogleda izza klobuka s tistimi očmi. In to je tudi zame špageti western tudi western pogledov. Ja, vsekakor. Koliko je pa tu vzeto not vpliv Kurosave, ker je povsem očiten? Ne očiten, pa pravno dokazan. Pa ne mislim samo, da je zgodba vzeta, ampak celotno, koliko so ti close-upi nekaj, kar so, pa te drugi vizualni elementi nekaj, kar je od Kurosave vzel. Jaz mislim, da se portret se zelo drugače obnaša. Pri Kurosavi imaš v bistvu po večini ta njegov 4:3 format, figura se zelo drugače obnaša, pa kako on sledi portretom pa figuri v formatu, se mi zdi, da je ena estetska razlika. Zdaj, če se samo na Leoneja koncentriram, ni toliko fan gibanja, kot je Kurosava, ker Kurosava mislim, da je večji mojster tega. Leone obvlada gibanje, ne me narobe razumeti, ampak on ima rad statičen kader, kjer se mala figura potem približa kadru. Ali pa nenadoma preleti skozi okno. Pol pa imaš v bistvu perspektive. Neka figura v velikem close-upu gleda figuro v neki oddaljenosti, pol pa upele noter še nekaj, kar je za njega pa značilno, je pa kinetika. Ampak ta kinetika je pa evropska montaža naprav ameriške, ne vem, gibanja znotraj kadra. Se mi zdi, da to je ena taka glavna estetska, stilistična razlika. In ko te portrete pa potem v fajtih ali pa v Good and Bad Uglyju, ko v bistvu v finalu musko našpiči do konca, pa hitro kadrira, pa potem nasilje spelje preko zelo miniaturnih kadrov, oziroma rezov, da je to njegov stil. Tako da Kurosava ima tu v bistvu eno razliko. Tudi podobnosti seveda, ampak razliko. Ampak tudi, a je Leone tudi eden prvih režiserjev, ki uporablja tematsko glasbo? Jaz ne vem, a sem to prej v filmu toliko opazil. Se pravi, ko se lik pojavi, igra njegova glasba. Jaz se to spomnim iz Star Warsov, tam vsi vemo, da to ne veliko uporabljajo,
ampak ne vem, če sem prej pred Leonem videl to potezo. Ne? Ja, to bi se splačalo posebej raziskati, na pamet ne bi znal reči, bi pa si upal na pol trditi, da je Kurosawa že v Yojimbu to uporabil. Ja, ker mislim, da so tematski momenti noter, ko se Mifune pojavi. Jaz sem malo sporedno probo gledati, nisem sicer Yojimba do konca pogledal, ampak ima ta podobnosti, zdaj pa ne vem. A je Kurosawa res bil potem prvi? Meni se to zdi, da že pri teh nekih disaster filmih, Godzilla pa drugi, da pač ko pride pošast, imaš nek zvok in mislim, da ga imaš tudi, ko se pojavi junakinja neko temo. Ne? Ni tako unikatno, se mi zdi. Mislim, so se drugi spomnili na to, ampak ni pa noben speljal do te mere, po mojem, kot Morricone pa Leone. Ja, pri čemer je tudi v Leone dostkrat tudi znotraj diegetska glasba. Se pravi, ko harmonika, bilo je nekoč v Ameriki, on igra svojo lastno temo. Itak. Pač najavi se. Pač. On ima vedno kulski entrance, ki sam sebe tudi Bond je bil v tem času, 60-ih in 70-ih, ki ima vedno svojo muziko. In potem v eri Rogera Moora vem, da na eni točki on išče nek kontakt nekje v Indiji in potem pač imaš onega Snake Charmerja, ki igra Bond muziko. Ja, vem, da Leone je v bistvu Morriconejevo glasbo špilal na setu, zato da v bistvu igralci, da so padli nekako feeling, da vejo, kaj se dogaja. Tako da v bistvu to je že to en level, mogoče. Tudi pomagalo mi je najbolj zato, ker tudi Leone dostkrat priznal, da včasih je Morricone vnaprej napisal muziko, če sem jaz prav razumel, in je potem on muziko vtaknil in je včasih rekel, da je podaljšal prizore ravno zato, da je dokončal tisti. Če gledaš finale, ta Mexican standoff, ali kako bomo to prevedli? Mehiški obračun? Ok, rečemo mehiški obračun. V bistvu on muziko že spelje do konca, pa upelje ena par sekund tišine, pa zopet zašopa muziko, da še dvigne, pa še stopnjuje. Mislim, da se tudi ta montaža potem še bolj približa, ker v bistvu do takrat vztraja na povečavi obraza nad obrvmi, pa pod brado, pol pa kar naenkrat skoči na oči še samo. To mislim, da prvič takrat v filmu, on potem preskoči še tale približek. Vse seveda podprto za to divjo glasbo pa montažo. Se to je zelo dobro speljano. In Kubrick je tudi to fural, on je uporabil glasbo, ki je že obstajala in potem scene naredil z mislimi na to. Pač to je bilo v tistem času očitno zelo popularno delati. Omenil bi še mogoče kot ta svet oziroma izgled, pa produkcija, rečemo produkcija. V bistvu res so se izognili Rima, in pač, da španska pokrajina ali pa pač Dolomiti pridejo potem v ospredje, se pozna malo na, tu si omenil pri Zlati dobi, kako se tebi to zakorenilo. Jaz sem pa nekaj drugega opazil, vse je snemano v zelo visokem soncu, v podanskem soncu. V naslednji epizodi bomo, ko omenimo naprimer McCabe in Mrs. Miller, je pa že sneg severo-zahod Pacifiške Amerike, mislim British Columbia snemano, ampak tudi pozna večerna svetloba, mehka svetloba, zelo drugačna estetizacija, bolj realistična. Tlele pa v bistvu je vse tudi realistično, sonce, razumeti, ampak ta stilizacija tega ostrega kontrasta je nekaj, kar je bilo prisotno v Zlati dobi, ampak tle pa je izključno namenjeno tem ostrim rezom. To sem opazil. Pa te kulise ne delujejo studijsko, ker niso studijske. So v bistvu te bajte umazane. Niso samo, veš, kao prej si omenil, kostumi, obrazi in tako naprej. Svet je blaten, zanemarjen, živeti in lived in, ali kako bomo to rekli, uživeti. Uživeti, Ja, to se recimo, posebej recimo bi izpostavil tukaj Djanga in prav Corbucci, njegova trilogija se prav imenuje Blato in kri, zato ker je v Djangu on najprej, ko se pojavi, res vlači uno krsto po, ne vem, metrskem blatu in ti se res gleda tako. A smo zihar, da se to ne imenuje zaradi prebavnih motenj med snemanjem? Tudi to mogoče, Igor, o tem boš ti več znal povedati, ampak ja, skratka, to je nekako, recimo, da smo zdaj povedali tematsko vse skupaj, ampak še natančno, oziroma še tako, pa lahko seveda povemo skozi filme še kakšno reč in najprej seveda se bomo lotili tistega režiserja, ob katerem vsi pomislimo najprej na
ko govorimo o italijanskem oziroma špageti westernu, Japonci so uporabljali tudi termin makaroni western, tako da se ne bo kdo zmotil, ne pa ravioli western. Ne ramen, veste. Ja, oni imajo ramen, imajo pa svojo, ne? To pa je njihova različica, ramen western. Okay. O katerem bomo mogoče več govorili v zadnji epizodi, ko imamo žanrske hibride. Dolarska trilogija je skratka sestavljena iz 3 filmov, A Fistful of Dollars, potem pa sta še For a Few Dollars More in The Good, The Bad and The Ugly. Dobri umazani zli je to v slovenščini. Pa za prgišče dolarjev in za še par dolarjev več. Tako nekaj takega. Skratka, v prvem filmu, prvi film je priredba, bomo rekli, svobodna priredba Yojimba. Nič kaj svobodna, če je plačal. Ja, plačajo, da je lahko svoboden. Je ne, Kurosawa ga je stožil, Toho ga je stožil. No, v bistvu in polje, celo zdaj kao, urbana mit je, da je Kurosawa zaslužil največ s tem tantijemom. Tako. To je njegov največji zaslužek, ker je v bistvu Leone ponudil njegovo štorijo iz Yojimba. Ne? Ja, plus mislim, da naj bi, da so potem mal bili, da nekako, se ne spomnim, 2 verziji sta, je Kurosawa bil film zelo všeč, ali pa sploh ni bil všeč? Ne, zelo všeč, poslal mu je celo pismo, je rekel, da je čudovit film, ampak to je njegov film. Zato je tako dober. Ko govorimo o špagetih westernih, seveda govorimo tudi o majhnih budžetih, ne? Če si predstavljate, ta film je menda imel budžet $200,000, od tega je 15,000 šlo za plačo Clinta Eastwooda. Tako da si lahko predstavljate, kako malo keša je zahteval tale. Ne vem, kdo je zgradil ono mesto, ne bom spraševal. Kakšni Slovani, ki so bili sužnji. V prvih 2 filmih, v bistvu, veš, kaj sem študiral zadnjič, budžet se niti ne pozna toliko, da bi si rekel, tlepa je šel keš. Razen v The Good and Bad and the Ugly, ko imaš ono iz riti potegnjeno sceno vojne, ker je komentar, se rečeš, tle je šel keš. Ok, tisto vidim, ampak tisto je tudi X scena vrinjena na film, ker ampak zdaj bomo prišli od tega filma, tisto je genialno. Ne povem, kao budget fora, zadnjič v Zlati dobi smo se nekaj pogovarjali o anamorfni fotografiji. Leone ni uporabljal tega, da smo čisti jasni. Pa, če mi dovolite en hiter tehnični... Absolutno, to je nama tudi ful zanimivo, ne samo našim poslušalcem. Meni ni, ampak V dobi filma se je v bistvu meril velikost filmskega kadra z številom perforacij lukenc na filmu. Standardni je 4 lukence, to pomeni 4x3 kadrček, kao klasičen akademski format se reče. Pol imaš 3 lukence, pomeni široko koten. Anamorfna tehnologija uporablja 4 perforacije, pa stisne sliko na to velikost. In potem, ko jo projiciraš, dobiš široki kader. Če film snemaš za 4 lukencam, ga prepokuriš en kolut. Za 3 lukencam imaš večjo minutažo. Leone je pa snemal z 2 lukencami, torej 2 perforacije. Skratka, to je bil full ozek film, ampak niso pa bile leče posebne, nič ni bilo stiskanja, pa potem pri projekciji razširjanja. Tako da on je v bistvu fotografske leče normalne uporabljal, je pa dobil dosti več traka z tega in s tem nižji budžet. Ja, genialno. Ja. Kako se vse prišpara? Italijanska verzija. Skratka, v prvem filmu nekako potujoči revolveraš pride v mesto in izigra 2 bandi za svoj dobitek, kako bomo temu rekli, da skratka dela in za ene in za druge ene izdaja drugim in tako naprej. To je nekako logika prvega filma in tukaj se pojavi prvič ta lik, ki naj bi bil v vseh 3 filmih kot da isti, čeprav to v resnici nimamo nobene potrditve znotraj filma, da bi to bilo res. In je to mož brez imena, bolj ali manj. Ali pa Joe v tem prvem filmu, ali pa Blondi v zadnjem. Pa Manko v drugem. Tako da skratka vedno naledijo. Vedno ima isti pončo. In tudi to je ena taka zanimivost. Tukaj so brezimeni, dosti pogosto so brezimeni junaki ali pa junaki, ki imajo nadimek, ki so jim ga ljudje dali. Zapravo ne vejo, kako jim je ime. In zelo pogosto Leone se tega zelo drži, vsaj v teh filmih, junaki brez preteklosti. Skratka, mi ne vemo,
kaj so bili prej, kaj se jim je dogajalo, kdo so. Samo to, kar vidimo v filmu, je to, kdo oni so. Kar se mi zdi tudi zanimivo, čeprav pri drugem filmu, ko sta skupaj z Van Cliffom, kjer sta pa skratka skupaj se zavežeta, da bosta skratka bi rada ustavila eno tolpo oziroma oropala kakorkoli pač Indijo. Tako, oziroma bi jih ulovila njihove glave, kakorkoli že skratka nagrado dobila za njih tam noter in seveda ima ta Van Cliffov karakter, ima neko preteklost, ker ima osebno zamero do Indije. To je to. Mogoče lahko tukaj zaomenimo, da v bistvu kao ena izmed značilnosti vsaj post zlata doba filma, westerna, je maščevanje. Tako. Sem imaš par primerov, ne me narobe razumeti, jaz mislim, da v The Searchers, Fordov lik ima neke te momente, ampak po večini imaš v bistvu tam črno-belo moralo, kjer v bistvu lik nima, vsaj junak nima tega maščevalnega momenta tukaj. Tlele, je pa Van Cliffov lik tretiran kot junak ali pa na pol anti-junak, nekaj tako, pa ima maščevalno sago za sabo, zato ima tudi preteklost. Skratka, in pa Van Cliff pa gotovo ni isti lik v obeh filmih, zato ker potem ima drugo zgodbo v naslednjem filmu, ali pa vsaj ne omenijo ne prve zgodbe, tako da domnevam. Ja, ampak daje pa vedeti, da se ona dva poznata odprej. To je tudi res, ja. Na nek način. Na nek način. In zdaj pač lahko sklepamo, da vmes ne vem, sta še imela neko epizodo z eno žensko, zaradi katere sta pa zdaj drugačen bad blood med njima ali pa whatever. To si ti razbral. Ne, nisem, zmislil sem si. Ampak... No, to je tako, Igor piše kritike. Nekaj napiše, nekaj je videl, nekaj si je zmislil. Ja... Hočem reči samo, da je tole odprto za interpretacijo, ampak v osnovi bi rekel, da to niso isti liki. Lahko pa tudi gledamo na to tako, kot Miller gleda na Mad Maxa, da so to zgodbe, ki jih pripovedujejo ljudje o teh likih, ki so larger than life in vsakega od filmov pripoveduje drug pripovedovalec. Jaz bi pa šel tako, da v bistvu, če smem, bi rekel, da pač Leone ti direktno daje vedeti, da ne operira zgolj z literarnimi prijemi, ampak da operira tudi z likovnimi, vizualnimi prijemi, da pač on porabi Clint Eastwooda pa njegovo obleko v eni in isti maniri, zato ker mu je to cool. Ta lik na nek način sporoča nekaj, za kar boš ti vanga inštaliral, je tvoja stvar, Leonova pa je takšna, ne vem, pač da mu je cool ali kakorkoli, da zgleda zaradi tega badass ali da zgleda zaradi tega bolj ameriški, kakorkoli boš temu rekel, je en način branja, ki je korak stran od literature. Torej, hočeš reči Leone pa Zack Snyder tu nekje. Ja, definitivno. Ja, točno to sem hotel povedati. Sure. Zdaj, za dolar več omenjam tudi zaradi tega, ker je res impresiven igralski kader, ki zame tudi do neke mere zelo zakoliči špageti western. Skratka, imamo Clinta Eastwooda v svoji eni ikoničnih vlog, Leah Van Cliffa, ki edino v italijanskem špageti westernu dosega tako glavne vloge. Se ne vem, mislim, da imam napisano v enem, bom ga potem omenil, še v enem revizionističnem, se mi zdi, se spet pojavi, ampak spet kot stranski lik. To je bil res človek, ki je svoje največje vloge odigral v špageti westernih, potem Gian Maria Volonte, recimo meni eden fantastičnih, to je skratka Indijo v tem filmu, oziroma v naslednjem je, kako je že v naslednjem ime, oziroma ne, on je bil še v prvem. V prvem je bil, pa v drugem. Ja. Tako, v prvem je pa on Ramon Rojo. Ja. Skratka, on ima ene take res super vloge, pa potem recimo Klaus Kinski je tukaj zelo pogosto en prijazen gospod. Zelo prijazen gospod. Ponovadi je henchman, skratka pribočnik glavnega zlikovca. Tako da to so zelo pa Eli Wallach seveda v The Good, The Bad, The Ugly kot Tuko. Je pač tudi ena njegovih, bi jaz rekel, ikoničnih vlog. Hiter intermezzo, on se z Leoneom ni znal sporazumevati. Leone ni obvladal angleško, Wallach pa ni znal italijansko in sta pol komunicirala v francoščini. Samo toliko o tem več jezikovnosti teh špageti westernov. Skratka,
ni nič, jaz ne bi se pri posameznem toku nekaj posebej ostavljal. Vse prvega smo zdaj že omenili, kaj se v njem dogaja, tudi drugega. Tretjem pa skratka gre za dva prevaranta, se pravi dobri, the good and the bad, oziroma the good and the ugly, tako, vedno to malo preskočim, ja. Clint Eastwood in Eli Wallach sta tista, ki okrog prenašata lokalne šerife, tako da Clint Eastwood ulovi njegove skratka tuka in ga preda šerifu, potem pa ga tudi reši vedno in tudi seznam zločinov, ki ga berejo, je vedno daljši in vedno bolj zanimiv od raznih posilstev, živali in ne vem kaj vse. Ja, vedno bolj olepšan. Ja. Tako. In skratka skupaj nekako pridete na sled zlatu, ki ga obenem lovi tudi lik Leah Van Cleefa in potem skratka gre za to, kdo bo prej prišel do nekega groba na nekem odmaknjenem pokopališču, kjer je to zlato, tako, kjer je to zlato zakopano. Meni je recimo, jaz si bom pač vse te filme, vedno, ko vidim te prizore z teh filmov, slišim Morriconeja, pač zame je to pač res ikonično, njegova muzika. Pri prvem bi mogoče sem to omenil, da meni je bilo ful všeč to, kako tudi zelo taka mitska podoba, ko Clint Eastwood prijaha v mesto in potem oni preženejo konja, pač tisti, ki jih potem seveda postreli z lahkoto, mislim, da 4 ali koliko ljudi. Ja, 4. Ja. Potem mislim, da skoraj dobesedno na istem mestu na koncu zajaha konja in odjaha naprej. In je tako nori prizor in prišel video zmaga. Ja, in taka navajenost k nekim tem detajlom. Tukaj pa seveda je ta prizor na pokopališču, tiste zadnji prizor, mislim, da najbolj ikonični pri The Good and Bad and the Ugly, ampak tudi ta vojni prizor, ki si ga mi tudi omenil, je eden meni najbolj takih zanimivih, ker so Italijani zanimivo nepolitični oziroma so zelo antivojni in ne omenijo, zakaj se ta vojna bori. To bomo pol pri revizionističnih še to pogosto omenili. Zelo pogosto je pri italijanskih filmih, da je kdaj junak tale revolveraš z juga. Skratka, ker se vse dogaja na jugu, so tudi oni ponavadi, se pravi Union Soldier, to drugi, Confederate Soldier ali pa bivši konfederacijski vojaki. To se mi je zdelo tako zelo zanimivo. Ampak tisti prizor ti res pokaže nesmisel vojne v vsej svoji širini, ki se borijo za en most, ki ni nikomor pomemben in vsi bi si želeli, da tunga mosta ne bi bilo. Ja, v bistvu pri The Good, The Bad and The Ugly ni nekaj, kar se meni zdi Leone izpilo, to so te perspektive posamičnih junakov. Ne? Ker spomni se, kako v bistvu ona dva uletita v to vojno dogajanje. Ona dva imata zemljevid, pa tukaj reče, ni panike, jaz vem točno, kam moramo iti, naredi 3 korake in pol komično skočijo ven vojaki, ne, ki razkrijajo potem za švenkom kamere, kao, tle pa je tak, ne vem, 15,000 nekih vojakov. Ne. In v bistvu se ti razkrije perspektiva neke, kar junaki niso bili pozorni, ali pa smo mi slepi za vojno, trpljenje in tako naprej. In se mi zdi, da v bistvu tlele je Leone prvič najbolj eksplicitno političen, drugače on ni, pa se mi zdi, da je v bistvu redek bil izmed italijanskih špageti westernov, da ni bil političen, ker imaš tu noter marksistične režiserje, pa zelo levičarske režiserje, ki so bili direktno, eksplicitno v westernu upisovali svojo politiko. Ampak tako, kar se pa tiče tega perspektive, kar sem že prej omenil, naprimer je pa tu v tem filmu Mojster postal, prvič pa vidiš, se meni zdi neki dober kontrast tudi za zlato dobo, ne, kako on, Eastwood, ubije one 4 na začetku, ko pride noter v mesto, ne, najprej ima seveda glup izgovor, oziroma ne glup izgovor, ne, reče moja kobila ožaljena, ne, mula, pardon, in bi prosil, če se ji opravičiš, ne, in potem kako on postrela, ne, te 4, ne vidiš njega, kako postrela, to v bistvu vidiš zadnji kadr, ampak te prvi pa je samo roka, ki skoči gor, vidiš 4 trupla, ki padajo, roka gre nazaj noter in potem Eastwooda. Se mi zdi, da v bistvu vedno ta igra perspektive po prostora, ki ga Leone zelo lepo vlada. Ne? In se mi zdi potem s to vojsko, ne? Če se gremo na to, da je to zelo namenoma narejeno, na zelo ta dober razkrivajoč narativ, ne? Vizualni narativ, ne? In da ni nekaj, kar bi lahko jemal kot vinjeto, kot nekaj, kar bom zdaj, neko politični message moram noter vreči, ampak ne, to je del njegove stilizacije. Ja, pa tudi zgodbe,
ker ti imaš te ljudi, ki jim v bistvu ni mar za drugega kot za denar, ampak potem naredijo nekaj, kar je basically nesebično not. Ne? Mislim, ja, s tem se tudi oni rešijo vsega skupaj lahko, ne? Kar so padli, ne? Ampak basically rešijo en ogromno trpljenja. Ja, mislim, da jih pač on polkovnik, ali kaj je tisto rekruter, ali kaj pač je, ki jih proba nagovoriti, se bo ta dobra, pa lepa, ampak v bistvu pa kaže celo bedo, pa depresijo tega stanja, ki je okrog in da pač nagovori nekaj človeškega v njiju. Ne? Mogoče v Blondiju bolj kot v Tukotu, ampak ja. Ja, še ena stvar, ki pa je mogoče v vseh teh filmih, ampak že za dolar več tudi zelo pomembna. Italijanski ti špageti westerni so zelo pogosto imeli dvojice junakov, včasih trojice, ampak zelo pogosto sta dvojica neki v taki ne najbolj trdni zvezi, skratka vedno se malo pričakuje, da bo en prevaral drugega, ali pa v tej neki mentorski vlogi. To je tudi zelo pogosto za špageti westernje. Starejši revolveraš nauči mlajšega streljati. Meni se zdi, zelo mi je bil fajn, skratka za dolar več imaš Cliffa in Eastwooda, ki v bistvu streljata neki na tleh, zdaj sem že pozabil, ampak neki streljata in pol pokaže v Cliff, da njegova pištola nese dlje. Zato, ker on lahko zadane nekaj čist blizu njemu, kar več Eastwood ne more. In je tako, še neki otroci, mislim, da se norca delajo z njo, ker je res tako pissing contest, skoraj fucking dobesedno. In je res smešno, ampak ona se prek tega pač ustvarita neko tako kolegijalnost in pa neko pri njih, pri špagete, veste to, kar si ti Mito omenil, da so vsi ful dobri z orožjem, tudi to občudovanje je vedno tako, pa zna ful dobri z orožjem, pa tudi, midva bova zdaj kompanjona. To se mi zdi taka zlo. Ja, čeprav podcasterska. Tukota bi to noter vrgel, ker pa si respekt, mislim, da prisluži na način njegovega, rečemo temu street smarts, no? Ker njegova ta bathtub scena, ta cut scena, ne, ko potem on ga odpihne, ki ga na začetku filma vidimo, da ga lovi, ne, ampak Tuko pobegne, pa ga lovi v kadi in ga Tuko pihne s tem, ko ima pištolo skrito s sabo v kadi, no? Normalno. Pa mu pol reče, kako že reče, mislim, da if you wanna shoot, don't talk. To. Pa mislim, da je tudi neki taki komentar na tak ameriški žanr, veš, kao na ameriški western, kao neki lapat. To, mi smo tle samo za nasilje. Mislim, jaz se tudi zmeraj tuširam z svojim revolverjem, ne vem kako videl, ampak to se mi zdi čisto normalno. Revolver. A ti mu rečeš revolver? Pač to je dolarske trilogije, potem recimo še mimogrede seveda omenimo Once Upon a Time in the West, bilo je nekoč Divjem zahodu, tega sem jaz, pa midva z Igorjem sva se kar strinjali, da to je eden najboljših westernov, se mislim, tudi ne, jaz sem rekel za Good, Bad and Ugly, ampak tudi menim, da ta pač tukaj je pa meni eden najbolj, tukaj pa mislim, da je res že Leone. Če je pol tem v ker Duck že mal pretiraval s temi dolgimi kadri, ki se včasih tudi kažejo zelo banalne situacije, tu noter je pa res tisto mojstrstvo dolgega kadra, dolgega brez dialogov, posnetkov brez dialogov, scen brez dialogov, tale na začetku. Skratka, suspens, ne? Ko prijahajo in čakajo vlak in potem vlak odpelje in tip ni prišel dol in se oni že obrnejo stran, potem pa se tip napove s harmoniko. Ja. Prav izziva, res so junaki. He's a cheeky one. Junaki Leone so zelo pogosto taki, pač totalno so zavarovani v svojo sposobnost, da v resnici vedno pač iščejo ta, ne bom rekel, da konflikt, ampak iščejo to da bojo se soočili s temi ljudmi, njih strah iti v nobeno soočenje. In to se mi zdi zelo taka zanimiva reč. No, in ta s Charlesom Bronsonom je meni en zelo zanimiv, čeprav zdaj, ko sem ga po dolgem cajtu gledal, sem se seveda spomnil, kaj sploh je štorija vsega tega. Ne? In pa Henry Fonda kot morilc otroka. Na začetku pobije otroka. In z nasmeškom. In z nasmeškom, ja. Tudi to se mi zdi, da če so oni antiheroji junaki tukaj, so pa zločinci, totalni fucking sadisti. Pa totalna subverzija v bistvu ameriškega filmskega igralca. Ne pozabi, to je Oscarjevec, ki je v 12 Angry Men, Slava in tako naprej. V bistvu tudi takrat v Hollywoodu je bil še on kar precej visoko kotiran. In se mi zdi, da to je direktni napad na Hollywood, če mene vprašaš. Ta film direktno, shots fired.
Ja, Henry Fonda je bil seveda tudi junak številnih westernov, tukaj pa igra pač zlobneža in to res hudega zlobneža. Torej, ne pokaže usmrtitve otroka, ampak vseeno. Jaz mislim, da je bil takrat kar to šok, da zločinec, kar pa posebej Henry Fonda ubije otroka. No? Pa tako zelo zanimivo se mi zdi, ker tukaj se Leone pokaže tudi kot mojster Hitchcockovskega suspenza, ker zdaj pri ponovnem ogledu sem seveda opazil, kako vdova pride pač v hišo te pobite familije in premeče celo bajto, zakaj so jih pobili, a je kje kakšno zlato skrito, kva se tle dogaja. Je maketa vlaka tok sem na očeh in potem še pride razbojnik k njej in se igra z maketo, glih ko je sprašuje, ampak zakaj bi jih pobili, kaj bi bilo to takega, se igra z maketo in mu ni nič jasno in je tako. Nice one. Se mi zdi tako, res občuduješ režiserja, ki ti da tudi to rewatch value, bomo rekli, kot rečejo temu v angleščini, pač možnost, da res ponovno si ogledaš nek film in opaziš neke detajle, ki jih prej nisi, če si prvič gledal, pa nisi vedel to tudi sam, kaj se zgodi. Leone je komod, ga lahko rečeš, da v bistvu za neko evropsko senzibilnostjo ponudi ameriška, nesramno to rekel, povprečnemu blockbuster gledalcu, kao užitek, pa akcijo, humor in vse to, pa tudi art iskalcev filmov, v bistvu določen užitek, pa ta rewatch value, pa tako naprej. Pa v bistvu ni samo, da bi zgodba neko sporočilo imela, ampak gre za vizualno in glasbeno in vse toliko bogato. Pa vibe, pa teme. Da rewatch value ni samo to, ko odkriješ nečesa, kar nisi, ampak enostavno toliko stvari je noter v filmu, da jih ne moreš dojeti vsakič vseh, oziroma se lahko vsakič osredotočiš na nekaj drugega. In mislim, da danes se zelo redko filmi snemajo, ki bi toliko upoštevali možnost rewatcha. Ja, tudi je važno, da ko gledaš, recimo jaz, ki sem zagledal, kako je posneto, to lahko ti gledaš, ko veš zgodbo, ko te pač zgodba, ampak še vedno kljub temu, da veš zgodbo, te vseeno zanima in vseeno čutiš suspenz, zato ker je pač tako dober narejen film. Meni je tukaj sicer zelo žal, ker je prvotna ideja Sergija Leona je bila, da bi tisti trije, ki pričakajo skratka Charlesa Bronsona na postaji, bili Clint Eastwood, Eli Wallach in Van Cleef, in da bi jih on pobil in s tem pač končal to štorijo. In je škoda, da pač noben od njih ni bil na voljo. Mislim, da je sicer eden celo rekel, da bi ampak druga dva pol nista in pol je padlo vse skupaj vodo. To se mi zdi malo škoda, ker drugače bi bilo to res tako... Meni pa všeč, da je tako, kot je. Mi to mora vedno biti, nek zagovornik. Ne, pač se mi zdi, da so ti liki potem na pol nesmrtni, da so bolj arhetipski, da nimajo nekega zaključka, da so kot nek Herkules, pa vse veš, kaj mislim. Da imajo pač ta neko mitologizacijo za sabo. No, super, a smo še o Leoneju kaj hoteli povedati? Ja, kak mislite potem o njegovi kasnejši karieri, Once Upon a Time in America? Ja, vse to. A je to western, se spogleduje s tem ali ne, ali je to pač urbani western? Je vseeno ni, mislim, vseeno črpa iz tega gangsterskega mafijskega filma, tako Boter, in mislim, da njegovi westerni ne črpajo zgolj iz westerna, ampak tudi iz teh noarja in tega. In pol v bistvu če črpa Once Upon a Time in America iz westerna, črpa iz lastnega bolj kot iz drugega. To se mi zdi. Pol pa mogoče... pol pa to drugo vprašanje, recimo. Sorry, če sem to zdaj... Ne, sem povej. Zakaj je za malo morje ameriških ustvarjalcev in ustvarjalk tako pomemben režiser? Jaz mislim, da je to, kar sem prej omenil, koliko je to vizualno, zvočno, bogato in tudi montaža in vsi ti pristopi, ki jih da noter. Mislim, lahko ti vsakič kot filmar, ko gledaš, se tudi vsakič nekaj novega naučiš. Zdaj, naprimer, to smislo Tarantino, naprimer, on ga čisla, naprimer, Mexican Standoff, ki ga vidiš v Reservoir Dogs, je direktna kopija, ali pa Rodriguez Once Upon a Time in Mexico je homaž. Ampak Rodriguez je dost bolj potem šel na tele Zapato. Tudi,
Dobesedno. Ampak ne, v bistvu vsi, pa tudi, ne vem, tak, če pogledaš gorila z videospoti, to, ne? Aha, ok. Dobro. Komad Clint Eastwood imajo, ne? Sure. Tako da povsod je, ne? Ja. Back to the Future. Ja, tak ali tak, ampak največji omaž. Ja, Leonev. tudi če pogledaš, recimo, ogromno risank ima te scene, ko otroci ne vejo, zakaj se gre, ampak so toliko učinkovite, ker ni namenjeno samo to bo en starš gledal, ki bo rekel, aha, ne, štekam. Ne, to je toliko učinkovito posnet kader, da se ga da uporabiti ne zgolj kot omaž, ampak kot način pripovedovanja zgodbe kjerkoli in dostkrat kot nek shorthand za ok, stand-off je cap, oči. Scott Pilgrim, ki to v stripu naredi najprej. Mislim, to je dejansko ta trilogija je toliko postavila ene standarde kot skoraj da Eisenstein v montaži in teh načinih. Ja, super. Ja, tudi v končni fazi so to zelo ikonični liki, zelo. Tukaj jaz mislim, da je to ena teh prvih filmskih upodobitev junakov, ki zelo malo govorijo, hkrati pa vsakič, kar povejo, je tako quotable. Pač so to neki zingeri, so neke pač enovrstičnice, ki jih potem vsi citirajo. Dialog je zelo jedrnat. Tako, zelo jedrnat, lepa beseda. Ja, jedrnat dialog, ki pa se pravim, tukaj je res toliko enih nekih citatov iz teh filmov, tako da jaz mislim, da je to vse od kako je napisan film, od tega, kako je narejen, predvsem pa ja, to, kar pač Igor rekel, kar jaz mogoče danes pri žanru malo pogrešam, da je pač tudi žanr lahko noro, art in oseben film. Dobro, sej so še tudi zdaj, lahko tudi govorimo, ne vem, o Gunfuju, tega, kaj je že, Johna Wicka, recimo, ima nek svoj stilizem, zdaj bo to režiser prenesel tudi naprej na svoje druge filme, je drugo vprašanje, pa se mi zdi, da tukaj je Leone izumil tudi nek svoj jezik, filmski jezik, kako pač govoriti z njim, ki je pač na ravni jezika Hitchcocka, oziroma pač dovolj individualen, prepoznaven, da vsak, ki bo videl 10 minut filma, lahko reče, fakt, to je Leone, ni mi treba dalje gledati, mislim, takoj vem, da je Leone in mislim, da je to tisto, kar je pri Leoneju zelo posebno, ker posebej, če gledamo, ko bomo šli dalje na naslednje špageti westerne, veliko tega recimo veliko tega recimo pri Djangu, Sergija Corbuccia in pri njegovi trilogiji Blato in kri, ni recimo te estetizacije, ni dolgih kadrov, ni marsičesa, niso pa ti liki, je pa ta tematska povezana špageti westerne. Tukaj imamo revolveraša, ki pride v mesto, ki je se res potaplja v živi pesek in blato, ves čas je blato, je posod, hodi po ulici, za sabo vleče krsto in mislim, kaj je bolj ikoničnega kot to, da ti pride s krstom na ramenih v mesto in potem se seveda izkaže, da v tej krsti je strojnica, s katero pobije marsikoga in je spet Yojimbo, to je še en film, ki je dejansko Yojimbo, ampak narejen malo drugače. Ali pa Desperado. Ali pa Desperado in narejen je tako na način, da tukaj za razliko še bolj zaostri nasprotje med obema bandama, da so tukaj neki mehiški revolucionarji, ki bi imeli zlato za orožje in pa po drugi strani pa neki Ku Klux klanovci, skratka neki z nekimi rdečimi pač tem, kako se temu reče, pač maskami, kutami na sebi. In je pač film, ki pač nima tega, je pa tako umazan, res umazan, vsi so umazani, razen pač Franco Nero in njegove oči, ko pogleda izpod klobuka. In ta pogled izpod klobuka spet, to je Leone, in ta njegov close-up, to je Leone. Ostalo pa je tako zelo narejen v bistvu film, bolj klasično westernsko, manj leonevsko, kot sem rekel, dolgi kadri. Ob drugi strani pa je ta Django res že super junak. On izza hrbta ustreli nekoga, pač, ki leži za njim in sam pištolo nazaj in ga nazaj ustreli, ki pač vidi vse, ve vse in postreli vse. Super junak. Do neke mere je tip že res super junak. In se mi zdi pač
tako zelo drugačen film, hkrati pa tematsko, pač takoj, ko pogledaš to, si rečeš, ja, to je špageti western, to je to, kar se posnema. No, Pričemer mislim, da ni toliko prototip v Tarantinu za Django ta samega, ampak bolj za The Bride, ne? To, neuničljivost, ne? Django potem ima celo learning curve pa vse, ne? Mislim pa ni dober, ne? Ona pa je basically neuničljiva, tako da ja. Okay, deep cut, kar na Disney Bride, vredno. Ja. Ja, jaz pa nisem gledal drugega, koliko so potem naslednji filmi te Blato in Kri trilogije iste teme ali zgodba, ali kak je povezava tu? Niso tako povezani med sabo. V bistvu jaz mislim, da je bolj ali manj zaradi okolja, ker je res povsod neko blato in tako posebej ta The Great Silence, velika tišina, kakorkoli bomo temu rekli, v bistvu je liko ime tišina, silence, oziroma silencijo. A on je nek nem. Nem je, ja, zato ker samo pač... Prav eksternalizacija tihega junaka. Tako, lovci na glave so mu v otroštvu, mislim, da prezali grlo, ali kaj že nekaj bilo, da bi pač bil tiho, ampak ga tudi potem en rešil. In ta film je recimo zelo obsodba lovcev na glave. Ne? To je zelo do neke mere realističen film, ki se tudi na zgodovinsko naslanja na neko realistično zgodbo. Hkrati je pa obsodba istočasno, ko so snemali film, so ubili Kennedyja, ubili so Malcolm Xa, ubili so skratka Che Guevaro, Martina Luthera Kinga in je on skratka posnel res film, ki gre proti nekemu temu izvensodnim pobojem na nek način, ker tukaj gre, ves čas se pojavi vprašanje, a so tisti ljudje, ki tam živijo, res razbojniki in se seveda skaže, da bogati ljudje, ki imajo moč in oblast, seveda lahko določajo, kdo je razbojnik, kdo ne, in oni razpišejo nagrado in pošljajo lovce nagrade in edino on, Il Silencio, je tisti, ki rešuje te ljudi. Pa tudi tako, zelo en tak erotičen prizor, po katerem je ta film tudi zelo znan, meni sicer ne bom rekel, da me nekaj nadušil, zato ker med njima ni bilo nobene ljubezni, pa sta kar naenkrat skupaj. Tretjega The Specialist pa žal nisem pogledal, ker nisem našel dobrih podnapisov. Večino teh filmov smo pogledali preko Karibskih vod in pač nisem uspel najti dobrih podnapisov in je bilo zelo konfuzno od tega, kar so oni govorili, tega, kar je bilo spodaj in tudi zelo težko je razumeti, tako da The Specialist potem nisem niti pogledal. Tako da, ja, potem imamo recimo Zapata westerne, ne, ki so... A smem samo tukaj, da kar se tiče teh Karibskih vod, neki ampak večina Leoneov imaš na Primu. Ja. Pa nekaj je na Showtimeu. Tako da folk to lahko vse pogledate, čisto na easy. In potem v vredu kakovosti. Ja. In podnapisih. Ja. No, važni so tukaj. Koliko je pri Leoneju sploh treba? Ja, ok. Silence. Ja, glej, Clint Eastwood kar momlja, tako da jaz pri njem moram priznati. Samo Clint govori preko grimas. Vse veš. Potem imamo skratka Zapata westerne, ki jih je Mito že omenil, kjer gre ponavadi en belec, skratka en kavboj sreča enega mehiškega revolucionarja in skupaj delata mehiško revolucijo. Zelo pogosto ne vede in ne hote, ona dva imata neke svoje načrte, rada bi oropala banko, pa se pol izkaže da mislim, da je to v A Bullet for the General, da v tej banki že dolgo ni denarja, ampak so politični ujetniki in tip postane mimogrede pač revolucionar in vsi ga nosijo po rokah in je super. Predvsem pa seveda Sergio Solima je tukaj z svojimi westerni The Big Gun Down, v katerem pač imamo Kučija, ta lik, ki se potem pojavi tudi v Run Man Run, pa Face to Face oziroma Face to Face, je tudi zelo zanimiv. Western meni je bil tale najbolj všeč, mogoče celo od vseh, ker je politično sporočilo zelo močno. Italijani so takrat obračunavali z intelektualci, ki so se pridružili fašizmu in tukaj imamo profesora, ki je, mislim, da neki... Intelektualci so se pridružili fašistom. Dostikrat so se, ja, v času druge svetovne vojne je veliko intelektualcev, tudi pesnikov, D'Annunzio in tako naprej. Ja, ne, jaz mislim, da se to nanaša na kasnejše dogajanje v Italiji. Tudi seveda... Ker so fašisti in policaji se povezali proti stavkajočim. Ja, tudi seveda v tej smeri, ampak tukaj gre res za tega obsodbo. Ja, zgodovinarja, ki pač gre zaradi neke bolezni na Divji zahod, tam spozna skratka nekega revolucionarja in s časoma prevzame njegovo bando in ta njegov napredek
od profesorja k fašistu se pokaže najprej s tem, da posili žensko. Skratka, njegov prvi prestopek je tako, kot ponavadi v fašizmu, je žensko telo, tisto, kar ga prvo zanima, in tu prestopi mejo in potem je full-on fašist in zagovarja pač nasilje in kaj bo vse naredil in na koncu ga mora ta mehiški revolucionar početi, ker pač tipo se čisto meša in se ga ne da več ustaviti. No? In je tako zelo zanimiv film. Jaz bi tukaj bom še pogledal, kaj sem še pogledal od teh svojih filmov, da sam omenim enih par teh zadev. Day of Anger sem pogledal Tonina Valerija, tudi tukaj je Van Cleef igra kot nekega spet revolveraša, dosti je, mislim, da ima v tem tudi eno neko posebno pištolo, potem imamo Death Rides a Horse, spet Lee Van Cleef v glavni vlogi, ki igra skratka nekoga, ki se hoče maščevati za poboj, oziroma on je eden od bivših banditov in skupaj pomaga enemu, ki se hoče maščevati banditom za to, da jih pač za poboj njegove familije. In se seveda na koncu mora maščevati tudi Van Cleefu. Tega sem že, Bullet for the General sem skratka že omenil, to je Čučo, je Gian Maria Volonte, je tale Čučo, revolucionar, ki tudi na koncu izjavi ta super stavek, vrže enemu revežu zlatnik in mu reče: hombre, don't buy bread, buy dynamite. Wow. Revolucija all over the place. Potem imamo If you meet Sartana, pray for your death, Gianfranca Parolinja. Nisi to ti tudi pogledal, Mito? Ne, da bi pomnil zdaj, ali pa. Skratka, tukaj je, mislim, da je spet Van Cleef, če se ne motim. Ne, John Garko je tukaj, ki je podoben Franco Nero, zelo njemu, mislim, da reče, nekdo na začetku mu reče: you look just like a scarecrow, on pa reče: no, I am your pallbearer. In jih seveda takoj postreli. Zelo pogosto, to smo mogoče tudi nismo omenili, v špageti westerni so zelo pogosto zločinci bogati, rančeri, bogati železnico. Zelo pogosto imajo železnico, ker je fašizem v Italiji izhajal tudi dosti pogosto z železniškimi malverzacijami, tako so dobivali denar in se financirali, in to je bilo njim pomembno. To je tisti znan quote iz Barbie, ki zdaj spet kroži filma Barbie, ko ona reče: zakaj me obtožujejo fašizma, saj nimam nič z železnicami. Potem je tudi tale, skratka, Run Man Run, kjer se kočijo, spet pojavlja Sergio Solima, bi omenil spet en citat. Mislim, da sreča enega tipa v zaporu in vpraša: is he dangerous? In pol mu en reče: very, Senor Ramirez is a poet. Skratka, spet ena italijanska komentar. To je za Sergeja. In pa The Mercenary je še en Zapata western, tlo je noter je Franco Nero, je Poljak Kovalski, ki skratka pokaže Mehičanom, kako streljati, in tudi mislim, da je v tem filmu nastopa strojnica Hotchkiss M1914 za entuzijaste orožja. In pa na koncu sem že omenil Ducky Sucker or a Fistful of Dynamite, je to tudi ena izmed verzij. Ta Leonejev film pa je meni najmanj všeč, moram priznati, in me je kar precej razočaral, zato ker, tako kot sem rekel na začetku, dost scen je res predolgih in so take banalne. Mislim, da njuno srečanje, ki bi ga on odpikal v prejšnjih filmih v 10 minutah, traja 1,5 ure, preden se on vas zmenita, da bo ta šla na svoje. Je pa vseeno, ima pa kar nekaj res zanimivih kadrov in pa tukaj ful enih emocij. So pa dolgi kadri, včasih zelo v igri tega, da ustavi film in da ti začutiš polno emocijo tega, kar se je zgodilo. Enem od junakov recimo pobijajo familijo in potem dejansko v tišini sedita nekaj časa, dokler se nekaj zgodi in se malo nasmehneta in pač gre ta bolečina mimo, recimo. Ne? In se mi zdi tako zelo zanimiv, vsekakor je, jaz mislim, da za pogledati. No? Še več je tega, veliko več, jaz sem tega še ogromno tudi pogledal, ampak res malo sem že mešal teh westernov, tako da počasi se res veselim, da bomo šli naprej in da bom nehal gledati
westerne. Ste še hoteli vidva kaj dodati, če imate kakšen film, ki se ga spomnite ali pa ki ste ga pogledali, pa ga nisem zdaj menil? Jaz sem danes prebral v enem filmu, v bistvu je en scenaristov pri Leoneju, ampak je potem posnel tudi ene špageti westerne, pa jih ti nisi omenil, je to neki Ringo duologija. Aha, Ringo, ok. Ja. To me je zdaj zaintrigiralo, ker pa, koliko sem prebral, je, da v bistvu ni to kresen in da ima ene parodične, komične elemente, noter, kar se mi zdi, da v bistvu pri špageti westernu, če je humor, je ali slapstick, ali pa je ta blondijev zelo suh humor, ciničen. Plus pač na nek način je humor cela tista vojna scena. Ne? Ja, ker je v bistvu satira. Ne? Pa tudi tisto, ko jih ujamejo, ko si on plašč. Tista genius, ampak je tako... Kaj ne pričakuješ. Pa je tudi, koliko sem bral, je pa v bistvu že, da imaš neke pesmi noter, da je v bistvu kao humor, komedija speljana zelo drugače, kot pa kao po večini teh znanih. To me je zanimalo od tega. Tudi dost filmov ima nadaljevanje. Vse, kar sem jaz to pogledal, recimo Django, imaš ene 6, ne vem koliko nadaljevanj, ni jih delo Corbucci, mislim, da je samo v enem še Franco Nero, pa neki drugi igralci, ampak potem se seveda, ko so bili ti filmi uspešni, so to kopirali, tudi Sartana, mislim, da še ima 3 filme, Van Cleef z njim. In tako res je veliko tega, se lahko človek kar izgubi malo tem. Kdaj se pa to vse konča? Kdaj je konec špageti westerne? Zakaj je konec? Ja, saj to je dobro vprašanje. Jaz mislim, da je tudi nekako, če sem jaz prav si zapomnil, je tudi Italija pač začela vlagati denar malo drugam, ne več v špageti westerne. Hkrati zdaj že malo posegamo v čas, ko se v ZDA seveda spostavi novi Hollywood, kot temu rečem, kot studijski sistem, ki je propadel, nadomestijo bolj avtorski, režiserski filmi, med njimi revizionistični western, ki jaz mislim, da se kolikorkoli lahko govorimo o špageti westernu, da je do neke mere revizionističen, ki doda neke druge teme. Ja. Jaz vseeno ne bi pretiraval z revizionizmom. Vseeno se mi zdi, da on naredi svoje mite. Tam pač druge, malo drugačnega junaka, da ni isti junak, ni the good guy, ampak je malo drugačen. Ni pa to posmehovanje westernu, vnašanje, ne vem, že grozljivih elementov western in tega, to, kar počne, jaz mislim, da potem Peckinpah in novi Hollywood, ki pa jaz po mojem mislim, da res ubije western. Aha, oni so potem... Tako bi jaz nekako, mislim, tele so ga prej povzdignili, kot unišli. Ok. Bi lahko dejansko rekli, da pač je špageti, kljub temu, da ni ameriški žanr, je ga zacementiral, pol pa Američani so ga pa dokončno fentali. Ja, tudi seveda treba vedeti, da recimo Clint Eastwood, ki tukaj zdaj nastopa in se veliko uči od Leone, veliko gledal zraven, potem pride v Ameriko in začne snemati svoje filme in tudi on posname kar nekaj western, ki so na meji revizionizma. Seveda bomo potem še v 5. epizodi govorili o ultimativnem revizionističnem westernu, ampak dosti je tudi teh naslednikov, ki so se učili tudi pri Leoneju, ki potem naredijo neke svoje stvari in western zapeljajo res zelo nenavadne, tudi zelo hipijevske vode, kot bomo videli v naslednji epizodi. Dobro. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, to je bila že naša 195. epizoda, -4. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, pravno dokazan vpliv Kurosave, Gegić, Igor, sebični kreten, Hart. In Aljoša, smo pri njemu, to doma, on naj gosti trenutno. In Aljoša, sužnji Slovani, Harlamo. Tole epizodo smo posneli pri Igorju doma v Šiški, ker Šiška rula Ljubljani, Ljubljana pa svetu. Hvala za gostoljublje, Igor. Povej, kje imaš skrito zlato in se poslovi od življenja. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotify, res dajte nam kakšno oceno, to vedno prav pride. Spremljajte platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov
In če se sprašujete, kako bi se imenovali westerni posneti v Sloveniji, se ne sprašujte več, to so špricar westerni. Ne. Ni zakaj. Ne. Podcast obot. Šmorn. Žganci westerni. Ja, žganci, ajde, tudi gre. Podcast obot pridno skrbi za poslovenjenje žanra, pa tudi za utopične alternative. Žlikrov. Jaz sem tam moral biti zgolj zidri. Zgolj zidre, ja. To sam snetilo. Pa v rudniku se streljajo. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast KM obot brez pikico mesec, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, zemljevide z orisanim zakopanim zlatom, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 195. epizoda, 3. epizoda meseca Westerna. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda bo zunaj že naslednji teden, ko bomo pogledali, kako so Western prevrgli na glavo. Do takrat pa hvala vam za vašo pozornost. Čau. 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 Arrivederci. Čau. Čau, bella, čau. Ne. Ne. Ne.